Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes poročamo o naslednjih temah. Obsežna obnovitvena dela ob 50-letnici celjske dvorane Golovec. V Celju kmalu nove postaje za izposojo koles kolesce. Tanji Čajevec 2 leti zapora, Suzi Kvas 1 leto in 2 meseca pogojne zaporne kazni. Celjski nogometaši se v 36. nogometno državno prvenstvo podajajo z istim generalnim sponzorjem Cinkarno Celje. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja, kar v družbi ZPO Celje, ki z njo upravlja, zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli. Z njimi nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. S posodobitvijo dvorane bodo izboljšali pogoje dela in treninga za športnike, organizatorje dogodkov in obiskovalce dvorane, dela pa bodo končana čez dober mesec. Letos tako znamenita dvorana praznuje pol stoletja obratovanja. Seveda se ne samo spodobi, ampak je tudi prav in si dvorana ali pa vsi zaslužimo, da tudi ta dvorana dobi še nekaj več pozornosti. Obenem pa 50 let tudi pomeni neko dolgo dobo, ko se je treba pač tudi mogoče temeljitelje lotiti še kakšnih investicij, ne zgolj vzdrževanja. Z obnovo sicer niso začeli letos. Veliko smo že v lanskem letu postorili, predvsem v smislu sanitarij za obiskovalce vseh prireditev in bom rekla torej sanitarije za splošno rabo z dostopom za invalide. Prav tako smo poskrbeli za boljšo sceno za razne maturantske plese in dogodke. Gradbena in ostala dela se tako nadaljujejo. Letošnje leto pa smo pričeli z obnovo, se pravi v pritličju dvorane vstopne avle in pa tako imenovanega družabnega prostora A3 ter sanitarij, tušev in se pravi prostorov garderob, ki jih uporabljajo klubi za funkcioniranje v tej dvorani. Poleg tega da bo šlo za celovito prenovo z vsemi inštalacijami in seveda zaključnimi deli, bomo pa prenovili tudi zavese v dvorani, zatemnilne zavese, seveda z vsemi požarnimi varnostnimi elementi. Obnova dvorane je tudi naložba v prihodnost. Seveda pa moramo v dvorani zagotoviti tudi v nadalje funkcioniranje in ustrezno požarno varnost, ki jo zahtevajo novi standardi, kar pomeni, da bomo umestili tudi požarne stopnice. To zdaj ne pomeni, da dvorana ni varna, ampak to pomeni, da bomo varno uporabljali lahko še drugo etažo, ki nam prav pride, kadar so res velike prireditve za obiskovalce in da bo tam tudi požarni izhod. Nadaljevali bodo tudi s posodobitvijo zunanjosti. Sama dvorana je že v lanskem letu tudi dobila neka obeležja, se pravi to. V letošnjem letu bomo prihodnji teden začnemo tudi za obnovo tega strešnega venca. No in v bistvu sam kompleks v lanskem letu je bil pa tudi deležen že obnove venca na področju tega bazenskega dela. Dvorana Golovec bo tako po obnovi živela še nekoliko bolj polno življenje. Dvorana je torej primerna, tako smo dejali, prvič za vse športne, to je le hram rokometa. Gostimo tudi košarko, gostimo od letošnjega leta, ko smo namestili možnost za pritrditev gimnastičnih orodij, tudi gimnastična tekmovanja, maturantske plese, razne koncerte, skratka dogodke in mislim, da res ta kultna dvorana si zasluži, bom rekla, kar resen pristop in pa neka znatna sredstva za to, da jo še ohranimo za naslednjih 50 let. Sistem javne izposoje koles kolesce je med Celjani izjemno priljubljen. Število izposoj raste iz leta v leto, zato so se na mestni občini Celje odločili, da sistem še nadgradijo. Tako bodo vanj vključili nova postajališča in za potrebe izposoje kupili dodatna kolesa.
Sistem javne izposoje koles-kolesce je celjska mestna občina uvedla pred 8 leti, ko je najprej vanj vključila prvih 8 postaj in 35 koles. Sistem so vse skozi širili, saj je izjemno hitro postal popularen med občani vseh generacij. Pri kolescu gre za zgodbo o uspehu, ki jo Celjani smo sprejeli, jo imamo radi, jo uporabljamo na najrazličnejše načine. Žal včasih tudi manj primerne, zato je seveda obnova flote po teh vseh letih pomembna in potrebna. Nekaj novih koles se bo nabavilo v kratkem z novim javnim naročilom, predvsem pa bo vzpostavljenih tudi nekaj novih postaj, če se ne motim 7 na takih lokacijah, kjer se je izkazala potreba, ki so frekventne, ki so obremenjene. Lani so v sistemu zabeležili 10% rast števila izposoj glede na leto prej, število le-teh pa je v 8 letih preseglo 500 000. Približno toliko evrov pa bodo na občini za širitev sistema namenili v tem letu. Skupno predvidevamo oziroma imamo planiran prihodek kar 380 000 evrov iz naslova države, iz evropskih virov za nadgradnjo sistema, kar nam veliko pomeni, glede na to, da je sistem do neke mere že oddelal svoje in da so potrebna seveda tudi nova vlaganja. Nove postaje bodo v bližini splošne bolnišnice Celje, ob Tehnopolisu, v poslovni coni ob avtocestnem priključku Celje Vzhod, v Košnici, Šmarjeti, Novi vasi in na Babnem. Ker je uporaba koles v vzponu, pa na občini hkrati načrtujejo postavitev 31 novih kolesarskih stojal. Omogočanje trajnostne mobilnosti oziroma dostopnosti do najrazličnejših lokacij za vse uporabnike je seveda naša pomembna naloga, zato smo pripravili tudi projekt za postavitev kar nekaj dodatnih kolesarnic po mestu. Računamo, da bomo s tem projektom uspešni tudi na kakem razpisu in da lahko nekoliko bolj kampanjsko naslovimo to področje. Na podoben način, kot smo se zdaj 4 leta ukvarjali z igrišči, si želimo tudi ta del infrastrukture ukrepiti. Veliko pa razmišljamo tudi o tem, kako ukrepiti pešpoti, peš povezave po mestu, tako da tudi na tem področju pripravljamo nekaj znov in projektov. Obenem pa si bo v prihodnosti kolesce mogoče izposoditi tudi v novem potniškem centru, ki naj bi zrasel ob železniški postaji. Projekt je sicer zdaj v fazi zasnove. V letošnjem letu je bila izbrana oziroma že v lanskem natečajna rešitev, ki je najbolje odgovarjala na projektno nalogo, ki smo jo pripravili na občini skupaj z močno udeležbo Slovenskih železnic in pa Direkcije za infrastrukturo, ki je tudi soinvestitor tega projekta. Trenutno imamo sklenjeno pogodbo z projektantom za idejno zasnovo. Želeli bi priti, oziroma idejno zasnovo je tudi gradbeno dovoljenje, želeli bi v letošnjem letu nekako priti do gradbenega dovoljenja za garažno hišo in avtobusno postajo, za katero že obstaja tudi veljaven prostorski akt. Ta prostorski akt bomo sicer mestnemu svetu predlagali tudi v obravnavo z tako imenovano lokacijsko preveritvijo za zagotovitev nekoliko večjega števila možnih parkirnih mest v podzemni garaži. V prihodnosti pa bomo sočasno tudi razvijali nov občinski podrobni prostorski načrt, ki bo omogočil tudi določene druge gradnje v okviru potniškega centra. Med slednjimi je tudi ureditev dodatnih parkirnih mest na drugi strani železnice in možnost za izgradnjo žičnice do Celjskega gradu. Celjsko okrožno sodišče je zaradi oškodovanja pri porabi evropskega denarja direktorico celjske družbe Grifin Tanjo Čajevec obsodilo na 2 leti zapora. Nekdanjo direktorico zavoda Socio Suzi Kvas pa na leto in 2 meseca pogojne zaporne kazni. Družbi Grifin je sodišče naložilo 80 000 evrov kazni, ob tem pa mora državi vrniti 633 000 evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Zavodu Socio so izrekli kazen v višini 40 000 evrov, ki pa je ne bo treba plačati, če v roku 2 let v zavodu ne bo storjeno podobno kaznivo dejanje. Sodba se nanaša na projekt socialne aktivacije, pri katerem je družba Grifin navedla neresnične podatke o strokovni usposobljenosti in delovnih izkušnjah zaposlenih, ki naj bi sodelovali pri projektu, hkrati pa neupravičeno uveljavljala tudi stroške, med drugim potne stroške za osebe, ki po navedbah tožilstva niso izvajale dejavnosti pri projektih. Sodba, ki je prinesla epilog 7 let trajajoče zgodbe, sicer še ni pravnomočna, zagovorniki obtoženih pa so po izreku napovedali pritožbe. S
tekmama med Nafto in Koprom ter Celjem in Muro se bo jutri začelo 36. nogometno državno prvenstvo. Branilci naslova se v novo sezono podajajo z željo po ubranitvi naslova državnih prvakov in z istim generalnim sponzorjem Cinkarno Celje. Sodelovanje med uspešnim celjskim podjetjem Cinkarno Celje in nogometnim klubom Celje je staro že več kot 2 desetletji. Včeraj sta oba partnerja podpisala novo pogodbo o generalnem pokroviteljstvu. Zelo veseli, da imamo takega partnera kot Cinkarna. Kot prišel v Celje, Cinkarna že bila na adresu in veseli meni to, da imamo še možnost, da napredujem in veseli, da in akademija tudi danes ima ime Cinkarna Celje. Tako da mi smo zelo veseli, da imaš takega temeljitega partnera. Prvič je treba poudariti, da smo že dolga leta, več kot 2 desetletji partner NK Celje in da smo šli skozi boljše in slabše obdobje kot klub in kot podjetje in verjamemo, da bomo te rezultate, ki smo jih v zadnjih 5 letih dosegali, nadaljevali tudi v prihodnje. To je najmočnejše sporočilo. Drugo sporočilo je, da želimo še naprej ostati dober partner tudi drugim športnim klubom in lokalnemu okolju. Saj že 153 let nekako smo vraščeni v to okolje in seveda želimo temu okolju tudi vračati. 153 let staro celjsko podjetje je javnosti predstavilo tudi nov logotip in novo celostno podobo. Nekaj let nazaj smo ukinili metalurško dejavnost, nadaljujemo z dejavnostjo kemije, zato smo tudi osvežili ta naš logo in verjamem, da bo tudi to povečalo našo prepoznavnost med kupci in nam zagotovil kot en kamenček elementov boljše prihodnosti. Cinkarna Celje je kot sponzor prisotna v številnih celjskih športnih kolektivih. Zanimivo je, da bo v novi sezoni na evropskih prizoriščih prisotna skozi sodelovanje s kar 3 celjskimi klubi. Ob nogometaših še z rokometaši in košarkaricami. Na to smo še posebej ponosni. Vsi 3 klubi menimo, da so dejansko vodeni zelo profesionalno, da delujejo timsko, da je tim vedno nad posamezniki in da nekako tudi s tem principom delovanja dosegajo te uspehe, ki dosegajo in z veseljem bomo vse 3 klube podpirali na njihovi evropski poti. Celjani v novo sezono vstopajo po pestrem prestopnem roku, v katerem je v areno z dežele zaenkrat prišlo 7 novincev. Odšli so 3 nosilci igre preteklih let, Josifov, Njeto in Karničnik. Še posebej odmeven je bil prestop dosedanjega kapetana Žana Karničnika v Maribor. Mi Žanom končali zgodbu, da, i moralnega vidika, iz psihičnega vidika smo že bili neki tak utrujeni drug od druga, da. Bili skupaj dobri leti, da, in dobili dobre zmage, ampak tako kot Brad Pitt in Angelina Jolie, da, oba dobrih ljudi, ampak ni skupaj, da. Tako da, tako zgodi v življenju, mi smo bili skupaj, danes narazen, življenje gre naprej. Namesto Karničnika bo vlogo kapetana v novi sezoni opravljal Mark Zabukovnik. Ja, rekel bi, da sem vesel, da mi je klub, trener, pa v bistvu tudi soigralci, da so mi izkazali zaupanje za to vlogo. Zdaj, imel sem že, odkar sem v Celju, kar nekaj močnih kapetanov in sem se od njih marsikaj naučil, tako da je pa tudi res, da imam poleg sebe še nekaj izkušenejših fantov in verjamem, da bomo slačilnico dobro držali skupaj, da bomo držali pozitivno energijo, kar je tudi v bistvu osnova za uspehe na igrišču. Osnovni cilj celjskega kluba v novi sezoni je ubranitev naslova državnih prvakov. Po mnenju predsednika Valerija Kolotila, Celje v novo sezono vstopa močnejše kot kdajkoli v svoji zgodovini. Ambicija prvaka mora biti edina, da ponovimo zmago in to je tudi odgovornost pred navijačami, ampak veseli mene stanje ekipe, veseli mene to, kot mi kadrovali tem letom, da kako se obstoji situacija v ekipi, meni zelo všeč. Zato govorim, da tako mi danes, realno, za mene izgleda, da smo pripravljeni.
dejstvo je, da zdaj, ko se začnejo uradne tekme, da moramo biti na 100%, ne. Zdaj prve tekme bodo najpomembnejše, sploh kar se tiče Evrope, tudi v ligi si želimo dobrega štarta. Zdaj, kar se pa ciljev tiče, so postavljeni najvišje. Osnova je, da ponovimo naslov državnega prvaka, ker pač to ti da privilegij igranja v kvalifikacijah za Evropo. Kar se Evrope tiče, tudi želja je Liga prvakov, to se je že večkrat rekel. Zdaj, mi bomo naredili vse, kar je v naši moči, da pokažemo dobre predstave na igrišču, da poskušamo priti čim dlje. Zdaj, kje bomo pa na koncu zaključili, to bomo pa videli. Klub, ki je prvak, se mora zmeraj boriti za naslov. To moštvo se lahko vpiše v zgodovino, saj Celje še nikoli ni bilo prvak dvakrat zapored. To je naš cilj v novi sezoni. V celjskem klubu se zavedajo, da jih v primerjavi z lansko sezono letos v državnem prvenstvu čaka precej težja naloga. V lanski sezoni sta Koper in Bravo imela izjemno sezono. Zavedamo pa se, da sta Maribor in Olimpija vselej kandidata za najvišja mesta. Liga bo zelo kvalitetna. Spoštujemo vse naše tekmece. S spoštovanjem se moramo boriti za naš cilj, to pa je naslov prvaka. Spremljamo preko medijev spremembe v ostalih ekipah, ampak sezona je dolga, tudi nekak čas bo pokazal neko stanje moči na igrišču. Pričakujem pa, da bo več ekip upletenih za tisto borbo za naslov. Upam in želim si pa, da bomo mi najuspešnejši. Slovensko prvenstvo je zelo zahtevno. 4 kroge imamo in lahko situacija spremeni in ne da zaspati, tudi če imaš 10 pik zaostanka. Tako da jasno, da ne bo mirni do konca prvenstva, ne bo lahko, nasprotniki tudi delajo, ne spijo. Ampak mi moramo gledati na sebe, verovati v svojo ekipo, verovati v svojih navijačih, v svoje mesto in zmagati. In s kakšnim proračunom bo celjski klub operiral v novi sezoni? Probujem, da optimiziram proračun, probujem, da maksimalno bom poslovno uspešni. Ni še nam to daje, da še imamo nekih minusov. Bom probovali, da maksimalno potrudim s tem, da na poslovnem nivoju zdelajem klub še bolj uspešnim, kot bilo. Kolotilo je potrdil, da so v zaključni fazi pogovorov z Janijem Žilnikom, ki bo v prihodnji sezoni bdel nad mladinskim pogonom kluba. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. S to vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva. Prijeten večer in bodite z nami znova jutri. Nasvidenje.